V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa in priprošnja naše nebeške Matere Marije naj bo z vami vsemi. Dobrodošli in prisrčno pozdravljeni v naši cerkvi, ko obhajamo Božjo nedeljsko službo, in pozdravljeni vsi, ki ste tudi danes pridruženi onkraj zaslonov. Marijin mesec maj nas razveseljuje, danes pa še prav posebej praznik Marije Pomočnice, ki nam je tako zelo pri srcu. Sicer pa smo tako nekje ujeti, nekje vmes, tako v tem času, pa tudi bogoslužno gledano. V času smo nekje po koncu, pa še vedno z maskami na obrazu, pa še vedno ne vemo čisto točno, kaj smemo in kaj ne, kaj je prav in kaj dobro. Na drugi strani pa tudi bogoslužno gledano, med praznikom Jezusovega vnebohoda, ko se je Jezus tako vizualno nekako poslovil od učencev, in med binkoštnim praznikom, ki pa se še ni zgodil, prihod Svetega Duha, ki ga je Jezus napovedal. V to skrivnost vstopamo danes to nedeljo in nas vabim, da vse to, kar verjetno tudi sami doživljamo, vsak na svoj način v svojem srcu izročimo Gospodu. Pa naj bo to naša hvaležnost ali skrb, naj bo to naše upanje ali negotovost, naj bo to hvaležnost za dobro, ki smo ga zmogli v minulih dneh narediti, ali pa iskrena prošnja za odpuščanje naših grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo.
Nebeški Oče, verujemo, da je naš odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil on sam, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska, in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih. Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se morali bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih. Le eno prosim Gospoda, to bi rad dosegel, da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja, da bi gledal Gospodovo milino in občudoval njegovo svetišče. Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih. Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem, izkaži mi milost in mi odgovori. O tebi govori moje srce, išči njegovo obličje. Tvoje obličje, Gospod, hočem najti. Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da se boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva duh slave, Božji duh. Nihče med vami naj ne trpi zato, ker bi bil morilec ali tat ali hudodelec ali ovaduh. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal: Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta.
Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe, kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. In vse moje je tvoje, in kar je tvoje je moje, in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu. Oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor midva. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. V nekaj potezah vstopimo v zgodovinski kontekst časa, ki smo mu priča, z perspektive cerkve kristjanov, Jezusovih prvih učencev in učenk, ker kot rečeno v isti ali pa v zelo podobni situaciji smo tudi vsi mi. Torej 3 leta so ob Jezusu, nekateri ves čas, nekateri večino časa, nekateri se pridružijo Jezusovim učenjem tu in tam. Jezus pove, da je prišel vzpostaviti Božje kraljestvo. To je kraljestvo medsebojne ljubezni, pravičnosti, miru, odpuščanja in v to svoje duhovno kraljestvo vabi vsakogar, ki mu je pripravljen prisluhniti. V številnih zgodbah pripoveduje in slika zakonitosti tega kraljestva. Kot drobno semeje, ki raste, pravi, kot kvas, ki ga žena zamesi v testo. Kot sejalec je, ki razsipno seje seme tudi po poti in med trnje. Kot dragocen biser, ki ga nekdo najde in potem proda prav vse, da lahko kupi tisti biser. In v slikovitih pripovedih Jezus kaže tudi, kaj pomeni biti del tega kraljestva. Pripoveduje zgodbo o izgubljenem sinu, priliko o družicah, ki čakajo ženina, o služabniku, ki mu je bilo odpuščeno, pa sam ni hotel ali zmogel odpustiti. In svoje besede potrjuje z znamenji, čudeži. Nekateri so ob njih osupli, njihova vera v njegovo Božjo moč raste, drugi svoje srca še bolj zapirajo. Ob njem se pričenjajo vse bolj ločevati duhovi. En krog je nad njim iskreno navdušen, sprejemajo ga kot svoj kažipot, kot svojega učitelja, drugi v njem vidijo grožnjo. Grožnjo svojim predstavam, grožnjo obstoječemu religioznemu sistemu, celo grožnjo miru. Na eni strani veliko navdušenje, v senci tega zunanjega dogajanja in veselja, pa priprave in razmisleki o tem, kako ga umakniti z poti za vselej. 3. leto, kar deluje kot verski učitelj, načrt, ki se kuje v senci, najde priložnost za uresničitev. V času, ko množice vernikov prihajajo v Jeruzalem obhajati Pasho, med njimi je tudi on, njegovo pot zaustavijo. Sam bližnje dogodke sluti, jih večkrat napove, da bi svojo skupnost pripravil na nje. 2 dni pred praznikom jih povabi za mizo in razlomi kruh. Prihaja čas, ko z njimi ne bo v telesu, a ostaja z njimi v kruhu. Vzamejo kruh, užijejo obhajilo, a težko je tistega večera v resnici razumeti, kaj velikega se dogaja. Umije jim noge, da bi še enkrat jasno podčrtal preambulo ustave Božjega kraljestva, ki je ljubezen, ki služi, ki poklekne pred bližnjega in mu umiva noge, a učenci tistega večera še ne razumejo, kaj Jezus počne. Ni se dalo v resnici razumeti. Potem dolgo moli. Nad njim visi teža slutnje bližajočih se dogodkov,
a on ne moli zase, on moli zanje, za nas. In obljublja, da sicer odhaja, da pa bo poslal tolažnika, svetega duha, duhovnega advokata, zagovornika. Oni slišijo le to, da odhaja. Zmedeni, težko je bilo razumeti tisti večer. On pa še kar moli. Jaz prosim zanje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji, iz današnjega evangeljskega odlomka. Sledi petek, križ, grob, pa jutro prvega delovnega dne, prazen grob. Srečanje z učiteljem, ki je umrl, a jih tretji dan pozdravlja z besedami mir vam bodi. Osupli so, nekako veseli, ampak težko je bilo takrat razumeti, kaj se dogaja. Saj je bilo vse daleč izven okvirov tega, kar lahko človek v najhujših nočnih morah ali pa v najbolj bleščečih sanjah pričakuje. Kaj se torej dogaja? Ne razumejo še, ker je težko razumeti. Sledijo nova srečevanja, čez en teden s Tomažem, potem na obali Genezareškega jezera, kjer zajtrkujejo, pa skupino 500 njegovih pripadnikov. Vsako srečanje je osrečujoče, a tudi vznemirljivo, ker jih vsakič pošilja. Kaže jim prostrano polje njihovega prihodnjega dela. Pojdite po vsem svetu, oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Več kot mesec je že od tistega jutra in praznega groba, več kot mesec dni srečevanj. Na Oljski gori, minuli četrtek smo se tega spomnili, naredi še eno vidno znamenje. Videli so ga, vedeli, kaj pomeni, vedeli, kaj od njih pričakuje, ker je že dovoljkrat ponovil, a niso vedeli, kako in kaj. Ker je bilo v resnici težko vedeti, kako in kaj. Odhaja, dvigne se pred njimi, še enkrat obljubi svetega duha. No in tu smo zdaj, tudi vsi mi. Po letošnji postni poti, po znamenju koronavirusa, po naši zaprtosti, po duhovnih vajah, ki so nam bile ob tem dane, po križu in ustajenju, po velikonočnem tridnevju, ki smo ga morda prvič v življenju preživeli zaprti doma, po strahu in upanju, po negotovosti in pričakovanju, in še ne razumemo, ker je težko razumeti. V naših mislih vsa številna znamenja in tolike misli, tolike tolažbe in občutki Božje bližine, pa hkrati toliko vprašanj in negotovosti. Okrepljeni in poslani, vemo in vidimo, pa še ne vemo natančno, kako in kaj. Ostaja z nami in pošilja nas, a tudi mi ne vemo, kako in kaj, ker je še težko razumeti. Tisti ključni dogodek, ki bo ta stavek, ki se danes kar naprej ponavlja, da je bilo in je težko razumeti, tisti ključni dogodek je pred nami in je ključen in je bil ključen in je ključen v vsakem trenutku življenja cerkve. Dogodek, ki je vse sestavil, vse postavil, vse pojasnil, osvetlil, jih navdušil in jih pognal iz tiste zaklenjene izbe. Samo še en dogodek, a na njem vse stoji in pade. Brez binkošnega dogodka, brez svetega duha bi vse ostalo spomin na čudovite dogodke, a spomin, ki nujno počasi bledi. Brez binkošnega dogodka bi učenci ne šli do konca sveta, ampak le nazaj do Genezareškega jezera v svoje ribiške čolne. Brez svetega duha bi oznanilo Jezusovega kraljestva ostalo nepomemben zgodovinski spomin, ali pa bi ga še zgodovina zaradi njegove obrobnosti spregledala. Binkoštni praznik, prihod obljubljenega tolažnika, zagovornika, Sveti duh, ki potolaži, ki dokončno ozdravi srca, ki podžge navdušenje, ki neustavljivo pošlje na pot, ki kaže, kako ljubiti in naposled
odgovori na vse tisto, kar prej ni bilo mogoče razumeti. Binkoštni praznik je sicer čisti dar, je čisti milost. Učenci ga niso pričakovali, ker niso niti vedeli, kaj pričakovati. Niso si predstavljali, kaj jim Jezus obljublja, ker si tudi niso mogli predstavljati. Sveti Duh vselej presega naša pričakovanja, naše vizije in načrte. Je pa ob tem, da je Sveti Duh milost, pa vendarle ena okoliščina, ki se zdi ključna, da lahko Sveti Duh in da Sveti Duh vstopa na prizorišče zgodovine. In to je molitev. Sveti Duh je povsem zastonjski dar, a vstopa skozi ozračje molitve. Vsi so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati, smo slišali danes o prvi krščanski skupnosti. In ves današnji evangelij od začetka do konca je molitev, Jezusova molitev. K temu seveda ni nič več za dodati in karkoli dodati bi bilo odveč. Tu se mora nadaljevati samo še molitev. Zato pridi, Sveti Duh, napolni naša srca, napolni nas svojimi darovi, razsvetli nas, razvnemi nas, pošli nas. Daj nam ljubezni, daj nam odpuščanja, napolni nas z mirom in veseljem in upanjem in z modrostjo. Pokaži nam pot, vodi nas po poti življenja. Osvobajaj nas, osvobajaj naših oklepov, naših pričakovanj in dvomov, rešuj nas iz skušnjav, napolni naša srca z dobroto in usmiljenjem. Naj se ne ustavimo, naj naše življenje na vsakem koraku pričuje. Daj nam pogum, navdušenje in moč. Naj to, kar nam je bilo podarjeno in nam vedno znova podarjaš, velikodušno delimo. Pridi, Sveti Duh. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes, se utelesil po Svetem Duhu, iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, pri zadnji večeri je Jezus prosil nebeškega Očeta za nas, svoje učence. Pridružimo se njegovi molitvi. Vsemogočni Bog, apostoli so verovali, da je Jezus tvoj sin in odrešenik sveta,
Pomagaj nam, da ga bomo tudi mi sprejeli s pripravljenim srcem. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vsem kristjanom, da si bomo prizadevali za mir in sožitje med narodi. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj naše misionarje, da bodo z gorečo in dejavno ljubeznijo pridobivali nekrščanska ljudstva za Kristusov evangelij. Prosimo te, usliši nas. Spodbudi naše mlade brate in sestre, da se bodo pogumno uvrstili med apostole Božjega kraljestva. Prosimo te, usliši nas. Vsem rajnim duhovnikom, ki so delovali v naši župniji, pa tudi drugim vernikom, ki so delali za rast Božjega kraljestva, nakloni večni pokoj in blaženost v družbi svetih. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, sprejmi naše ponižne prošnje, ki ti jih prinašamo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po svojem ustajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se v pričo njih dvignil v nebo, da bi mi vsi postali deležni njegovega božanstva. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah.
Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naših poteh, posebno ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim prvim učencem tudi nam razlaga Sveto pismo in lomi kruh življenja. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega svetega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel novo življenje in stal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in nas prenovi, da bomo njemu podobni v edinosti z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi kristjani razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Dobri Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Hvaležni ti priporočamo rajno Jožefo Molan, Ano Petrkovič in Marjana Petrkoviča, rajne Kolarjeve in Černelčeve in vse rajne, katerih vero edino ti poznaš, obudi jih k novemu večnemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi vse nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, našo pomočnico, njenim možem svetim Jožefom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Danes je praznik. Danes je praznik, ker je Gospodov dan. Pred nekaj dnevi pa smo obhajali praznik Gospodovega vnebovhoda. Prazniki nam ponavadi dajo razlog, da spečemo recimo torto in se poveselimo z osebami, ki so nam posebej dragocene. A praznikov ne bi bilo, če ne bi bilo pomembnih in edinstvenih dogodkov, ki se jih spominjamo.
Praznik Gospodovega vnebohoda nam govori o pogumu in zaupanju. Gre za trenutek, ko je Jezus svojim prijateljem, apostolom rekel: Fantje, čas je za akcijo, za pogum. Zdaj gre za res, dovolj je čakanja. Zaupam vam in imate vso potrebno opremo, da boste dosegli cilj in čas je, da se odpravite na pot. Sporočilo Gospodovega vnebohoda je torej v tem, da nam Jezus obljubi, da je in bo ves čas z nami. Tudi takrat, ko ne zmoremo, ko se bojimo, ko nismo sigurni, ko se nam zdi vse tako zelo oddaljeno in nemogoče. Jezus nam o prazniku njegovega vnebohoda sporoča, da je čas za akcijo. Čas, ko je dovolj izgovorov in iskanja razlogov, zakaj ne, ampak zakaj ja, zakaj je vredno poskusiti. Preprosto, zato, ker je on vselej ob nas. Molimo danes skupaj, da bomo zmogli zaupati in naredili iz našega življenja še tisto nekaj več. Z njim zmoremo vse. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mar ni čudovito, da nam Bog pošilja Svetega Duha in je na nek način vselej z nami? Nas opogumlja in vodi in podpira. Sveti Duh s svojimi darovi poskrbi, da imamo vso opremo, vse sestavine, ves potreben pogum. Da naše življenje živimo z mirom v srcu. Da naše življenje živimo izpolnjeno. Da pričakujemo, kako lepo je biti njegov Božji otrok. Res carsko. No, seveda pa lahko Sveti Duh vzvalovi med nami in v naših odnosih, predvsem z voljo naših lastnih misli in dejanj. Ker Bog nam vselej daje svobodo in nas nikakor v nič ne sili. Pravzaprav nas vabi, da postajamo orodje njegove Božje vizije. Če bi imelo Božje kraljestvo spletno stran, bi v opisu poslanstva verjetno pisalo, da se po njegovih članih trudi na svet prinašati ljubezen. Dajmo jo, prinašajmo ljubezen. Če tudi si ta trenutek ne moremo podati rok, bo ljubezen danes gotovo našla veliko priložnosti, da zaživi med nami. Oh
Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vsi, ki ste z nami v spletni povezavi, pa povabljeni, da zmolite molitev za prejem duhovnega svetega obhajila in kasneje tudi zahvalo zanj. Izvira
Molimo. Dobri Oče, usliši naše prošnje. Po svetih skrivnostih, ki smo jih prejeli, naj pridemo vsi udje cerkve tja, kjer je naša glava Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Mašni nameni, današnjo sveto mašo obhajamo za Rajno Jožefo Molan, za Ano Peterkovičo po Smini in Marjana Peterkoviča ob obletnici ter za Kolarjeve in Černelčeve. Od mašnih namenov v prihodnem tednu v ponedeljek za Ano Ban ob obletnici, v četrtek za Ano Ban iz Kostanjka, petek za Ivana Hrastele in starše Češnjevar. Ostali nameni so še prosti. V nedeljo, danes teden pa za Rajno Marijo Resnik ter za Marjana Omerzela in obe družini. Danes teden je praznik Pinkošti, skoraj da ni treba več omenjati, ne ob vseh besedah o Svetem Duhu. Sveta maša bo tako kot običajno v tem času zjutraj in ob 10, pa tudi ob 8:30 na Zdolah. Lepo vabljeni na vsa mesta. Sicer pa, kar se tiče urnika, v prihodnem tednu ostaja še majski šmarnični, tudi zato smo danes nekaj drobcev šmarnic iz minulega tedna povabili tudi v to bogoslužje z uvodoma v Oče naš in pozdrav miru. To je hkrati tudi povabilo, da se pridružite šmarnicam tudi v prihodnem tednu. Od ponedeljka do četrtka naše družinske šmarnice zaradi svoje oblike samo v spletni obliki, torej na YouTubeu, Facebooku ali pri televiziji zvečer, potem pa spet od petka naprej priložnost za udeležbo tako v živo tu v cerkvi, tako kot smo tudi danes zbrani. Hvala vam in Bogu hvala za vse, ki nas je sem povabil in smo se temu povabilu odzvali. Še enkrat, v tem času, ko smo ujeti med in med še ne, torej med vnebohod in med binkošti, med tem, ko smo marsikaj doživeli, pa vsega še ne razumemo, pa bi radi, v tem času vidimo nekako ključno je delovanje Svetega Duha v našem življenju, osebnem in v skupnostnem. In poleg tega, da se veselimo in pričakujemo Svetega Duha, nam današnja nedelja in Božja beseda zelo jasno govori o tistem ključnem polju za to, da Sveti Duh lahko vstopa na prizorišče, in to je molitev. Skratka, povabljeni smo, da v teh dneh na tak ali drugačen način ali z vključitvijo v šmarnice, z osebno molitvijo, veliko najdete molitev k Svetemu Duhu tudi na spletu, ne nazadnje 9-dnevnica k Svetemu Duhu poteka te dni, torej res povabljeni, da vsi vzamemo to povabilo k molitvi zares, zato da nas bo Sveti Duh preplavil, zato da bomo razumeli čim prej vse tisto, kar danes še ne razumemo. Naj bo lep in blagoslovljen današnji Gospodov dan in obilje Božjih darov vsem želim. Gospod z vami. Blagoslovi nas močni Bog, Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.